Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaša vprašanja ter pobude in tokrat, po mojem osebnem mnenju, izjemno zanimiva tema. Zakaj v sodobni Formuli 1 ne vidimo toliko ameriških voznikov? Vprašanje, ki je prišlo s strani nekoga izmed vas, je nekako posledica izjav, ki jo je dal Stefano Domenicali, ko si Formula 1 želi večje prisotnosti v Združenih državah Amerike. A sam bi tematiko rad malce razširil tudi na Južno Ameriko, kjer pravzaprav že nekaj časa ne vidimo nobenega stalnega predstavnika. Seveda v lanski sezoni smo zopet videli tisto znamenito ime Fittipaldi ter brazilsko zastavo na dveh velikih nagradah, a daleč od tega, da bi bilo to. Najprej se moramo vprašati, gre tu za komercialno vprašanje ali za športno vprašanje. So Američani zaželeni v Formuli 1 zaradi tega, ker privlačijo gledalce, ker s seboj lahko prinesejo določena pokroviteljska sredstva, ali so zaželeni v Formuli 1, ker bi doprinesli nekaj k dirkam, torej bili bi lahko hitrejši, imeli drugačno filozofijo, drugačne izkušnje, neko drugačno dodano vrednost. Žal si sam mislim, da je odgovor tisti prvi, tisti komercialni del. In to meni osebno še najmanj ni všeč. A vrnimo se k tistemu sržu problema. Zakaj voznikov iz Združenih držav Amerike ni v Formuli 1? Najprej zaradi pravilnika, ki ga določa superlicenca. Za razliko od tistega, kar vidimo na primer v Formuli 2, je samo kot primer prvak serije IndyCar tisti, ki dobi dovolj točk za pridobitev superlicence. In sedaj se lahko vsi mi vprašamo, prvak serije IndyCar bo prestopil v Formulo 1, verjetno v eno izmed tistih minornih ekip. No, mislim, da če ne bi bil pravzaprav prisiljen v tako izbiro, se bo to izjemno težko zgodilo. Kolikor je prvak v neki seriji, bo hotel svojo kariero nadaljevati na visokem nivoju. Če bo prestopil nekam, kjer bo cenjen. In mislim, da vsak prvak Formule IndyCar bo težko cenjen v Formuli 1. Seveda imeli smo primere in to tudi svetu primer, tu je treba poudariti Jacquesa Villeneuva. Imeli smo malce bolj sivkasta primera in enega, ki je bil absolutno negativen. Med dva sivkasta primera bi lahko pošteli Alexa Zanardija ter Juan Pabla Montoyo. Oba sta sicer izhajala iz evropske šole, nato šla v Združene države Amerike, tam dosegla slavo ter se vrnila v Formulo 1. In oba sta se nato vrnila v ameriške serije. Imamo drugi tak primer Evropejca Sebastiana Bourdella, kateri je postal slaven v ameriški seriji kart. Seveda takrat je bil kart v strmem padcu, kar se tiče popularnosti. Vseeno, vrnil se je v Formulo 1, v skuderijo Toro Rosso, kjer ni dosegel rezultatov, ter se nato popolnoma vrnil tam, kjer je začel in dosega še danes podobne rezultate. Torej, voznik, ki je uspešen na primer v ameriški seriji, še zdaleč ne pomeni, da bo uspešen tudi v evropski, v navednicah, Formuli 1. Zakaj do tega pride? Verjetno zaradi tega, ker je konkurenca v minornih formulah drugačna v Formuli 3, Formuli 2, kot na primer v Indy Lightu. In to je eden izmed tistih pokazateljev, na katerega moramo biti pozorni. A zopet to ne pomeni, da Formula IndyCar
je praktično serija, ki je primerna za tiste, v navednicah, odslužene voznike Formule 1. Tam so svoja pravila, tudi tam je treba poznati svet malce bolj poglobljeno, kot si marsikdo misli. Lep primer, ki smo ga dobili pravzaprav pred kratkim, je neuspeh Fernanda Alonsa, ko je lovil zmago na dirki za 500 milj Indianapolisa. Fernando Alonso je eden izmed najbolj talentiranih voznikov Formule 1. Ima tisto naravno danost, a po mojem osebnem mnenju je vso zadevo okrog 500 milj Indianapolisa vzel malce preveč zlahka. In rezultat je seveda odsev tega pristopa, ki ga je pokazal Fernando. Seveda v prvem poizkusu je imel fantastičen rezultat, ampak tudi veliko podporo Andretti Motorsport. Potem smo videli, ko je njegov spor s Hondo praktično preprečil, da bi v nadaljnih poskusih dosegal spodobne rezultate. To so znane zadeve in seveda ne smemo gledati iz njegovega osebnega zornega kota. Razumeti moramo, da tudi to, da nekdo se pojavi iz Formule 1 v Formuli IndyCar, še ne pomeni, da bo kar tako z levo roko zmagoval. Imamo drugi primer, Romain Grosjean, ki je v tej sezoni prišel v Formulo IndyCar in začel je kazati svoj talent. A to, da se je pokazal v dobri luči na nekaj dirkah, še ne pomeni, da je vodilni v skupni razvrstitvi, da se razumemo. Seveda v zgodovini motošporta imamo kar nekaj voznikov, ki so prestopali z ene v drugo, morda tudi v kakšno tretjo serijo in bili uspešni. Eden izmed najbolj odstopajočih primerov je seveda Mario Andretti. Govorimo o 70. in 80. letih prejšnjega tisočletja. Bodimo realni, glejmo primere, ki so nam blizu, ki so praktično primerljivi s tistim, kar lahko danes gledamo na televizijskih sprejemnikih. Vkolikor si pri Formuli 1 želijo imeti ameriške voznike, morajo po mojem mnenju ustvariti program. Nekaj podobnega so začeli naprimer pri Red Bullu in pripeljali kar nekaj imen v svet Formule 1. Scott Speed, ki seveda ni bil tako uspešen, kot si je marsikdo želel, ampak tudi Alexander Rossi. Američana, katera sta prišla v Evropo in v minornih serijah, se je dokazala, nato prišla v Formulo 1 in tam se pač ni izteklo tako, kot so si mnogi želeli. In da seveda ta program, katerega bi podpirala Formula 1, bi lahko v dobro luč postavil voznike, ki bi tako privabili tudi marsikaterega pokrovitelja. Namreč, kot sem že prej povedal, nihče si ne želi, da bi prišel v Formulo 1 v eno izmed tistih ekip, ki so na koncu. In dvomim, da bi se danes zgodilo nekaj, kar smo videli že pri prej citiranih primerih Williamsa. Ko so prišli tako Villeneuve, Zanardi in Montoya v praktično najboljšo ekipo tistega trenutka. Bili smo omeniti izjemno pomembnega voznika, na katerega marsikdo pozabi. Cristiano D'Amata. Cristiano D'Amata je zmagal prvenstvo serije kart z ekipo Newman Haas in seveda motorji Toyota. Toyota je zagrabila priložnost in prvaka serije kart kar takoj usmerila v Formulo 1 in svojo tovarniško ekipo. Ker pa ubogi Cristiano se ni znašel in nato se je zopet vrnil v Združene države Amerike, kjer pa njegova kariera je šla samo navzdol in Cristiano D'Amata je seveda Brazilec in ne državljan Združenih držav Amerike. A kljub nacionalnosti določenega voznika moramo na to problematiko gledati iz športnega vidika. Namreč serija IndyCar je praktično namenjena voznikom z ogromno izkušnjami. Vidimo, da tu zmagujejo posamezniki, ki imajo krepko čez 40 let, nepredstavljivo v Formuli 1.
In tudi tu uspejo vozniki, ki v Formuli 1 pač niso blesteli. Lep primer, Takuma Sato. Po mojem mnenju do sedaj eden izmed najboljših, ki smo jih videli iz Japonske, v Formuli 1, kot seveda tudi v ameriških serijah. Prav imamo sedaj izjemno zanimivega voznika. Čeprav seveda Yuki Tsunoda ni od muh, se mora še dokazati in zaenkrat ni dosegel nekaj, kar bi bilo primerljivo z 2 zmagama na dirki za 500 milj Indianapolisa. Yuki Tsunoda je tisto pravilo, ki potrjuje mojo teorijo. Namreč Yuki se je najprej dokazal v tistih evropskih serijah in govorimo o njegovi fantastični sezoni v Formuli 2, kjer seveda ni dosegel naslova, ampak je prepričal. Sedaj, moje osebno mnenje je, da je najbolje, ukolikor Formula 1 Liberty Media želi imeti ameriške voznike v tej kategoriji, da investira v programe, katere bi mladeniče in seveda tudi mladenke peljali v Formulo 3 in Formulo 2. Tam bo naravna selekcija poskrbela za svoje in ukolikor bo kdo pokazal tisti pravi talent, bo prišel v Formulo 1 in tudi v prave ekipe. A glavni vir težav je tisti, ki sem ga omenil že na začetku. Liberty Media in seveda Formula 1 si želijo ameriških voznikov, predvsem zato, da bi povečali popularnost v Združenih državah Amerike. Gre za to, da bi dosegli tisto maso, kritično maso gledalcev, ki sedaj v bistvu ignorira ta šport. To pomeni, da bi oni šli najraje tisto najbolj enostavno pot. Preseliti nekoga, ki je že znan v Združenih državah Amerike, v Formulo 1. In v preteklosti smo videli, da je to možno in pa zmeraj uspešno. In če sem pravzaprav iskren, v večini primerov ni uspešno. In prav zaradi tega sem kritičen glede politike, ko so se lotili teh svojih želj. Stefano Domenicali, kot tisti novi glavni odgovorni, upam, da se zaveda teh dejstev in da bomo v kratkem videli določene spremembe. Če smo pravzaprav realni, ima Stefano Domenicali v tem trenutku malce bolj pomembne težave kot to, kako spraviti nekega Američana v Formulo 1. Namreč imeli smo tudi lep primer Santino Ferrucci, ki je kazal izjemen talent, ampak tudi pomanjkanje tiste inteligence, katera je eden izmed pogojev za dirkanje v tako kompleksni seriji. O Ferrucciju in ostalih voznikih bomo govorili verjetno v kakšnem izmed naslednjih prispevkov. Za danes je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.